Leta 1994 je Audi zgolj za dobro leto svetu ponudil malce, v navednicah seveda, predelanega karavanskega Audija 80. Pod motorni pokrov so dobesedno stlačili Porschejev motor in RS2 je hipoma postal avtomobilska legenda. Formentor to skoraj zagotovo ne bo, pa čeprav velike razlike med njima sploh ni. Če namreč pobrskate po svetovnih spletnih oglasnikih, bodo za 25 let starega Audija RS2 lastniki hoteli tam od 20, 30 pa tudi do 50 tisoč evrov. To je toliko, kot lahko stane tudi Formentor. Ampak zdaj vas pa verjetno že zanima, zakaj jo primerjam. Karavanski RS2 sprejme 5 potnikov, hkrati je v prtljažniku 370 litrov prtljažne prostornine. Tudi v Formentorju se lahko pelje 5 ljudi, hkrati imajo v prtljažniku 50 litrov več prostora. Čeprav sta si oblikovno drugačna, pa oba lahko označimo za družinski avto. Eden je sicer kombi limuzina, drugi pa križanec. A največja podobnost je ta, da RS2 z mesta do 100 km/h pospeši v 4,8 sekundah, Formentor pa le desetinko počasneje. Če si ne znate predstavljati, kako hitro, vražje hitro je to, vam namignem, da še v začetku tega tisočletja niso bili tako hitri niti Porsche 911, ne recimo BMW M3. In če pogledamo preko Atlantika, tudi Chevrolet Corvette ne, pa čeprav so imeli prostorninsko večje in večinoma tudi močnejše motorje. Seveda so tehnologija, znanje in materiali v zadnjih 20 letih tako zelo napredovali, da primerjava ni pravična. Ampak pospešek z mesta do 100 km/h ostaja in bo ostal zavedno. A še preden se mu v celoti posvetimo, ste se že naročili na naš kanal, da boste redno obveščeni, kaj se dogaja v avtomobilizmu in mobilnosti nasploh. Sicer je pod videom ikona naroči, zraven je pa zvonček. Laično bi Formentorja lahko označili za precej prostoren družinski avto, ki ponuja odličen delovni prostor vozniku, vsem ostalim sopotnikom pa dovolj prostora, da se v njem nikakor ne bodo počutili otesnjene. A ker je Cupra nadznamka Seata in če vemo, da Španci že pri slednjem izpostavljajo športnost, če si ga želite kot družinski avto, vas ne bo razočaral. Z njim se da peljati tudi počasi, ugodno in udobno. Oblikovne linije so ravno prav agresivne, da ne strašijo, ampak mamijo. Tudi z vsemi znanimi varnostno-asistenčnimi sistemi, kjer velja še posebej izpostaviti prediktivni tempomat. Ta lahko samodejno uravnava ne samo razdaljo pred spredaj vozečim avtomobilom, ampak bdi tudi nad hitrostnimi omejitvami, hkrati lahko samodejno zmanjša hitrost, če mu to zapove navigacijska naprava. Moč na cesto prenaša 4-kolesni pogon. Za prestavljanje pa skrbi preizkušeni 7-stopenjski samodejni menjalnik. Kot že omenjeno, se Formentor z mesta do 100 km/h požene v manj kot 5 sekundah. Največja hitrost pa znaša elektronsko omejenih 250 km/h. Več kot 300 španskih brancev je poskočnih, pa tudi žejnih. Povprečna poraba se tako brez težav povzpne prek 10 litrov za 100 prevoženih kilometrov, a je lahko tudi iz podobnih 7 litrov, toliko kot je bila na našem nornem krogu. V notranjosti izstopajo školjkasti sedeži, ki so v kombinaciji s tem motorjem vedno serijski. In če tudi v testnem avtu niso bili najboljši, kar se jih da kupiti, se je v njih sedelo odlično. Tako kot se že desetletja recimo sedi v vseh športnih leonih. Dovolj sedalnega dela in predvsem naslon, ki ne zanemari niti ramenskega obroča, pa zato ne rabiš biti visok le toliko kot barcelonski narodni junak Messi. A če bi se glede višine Formentor v hipu bolj spoprijateljil s portugalskim narodnim herojem, so vse druge vzporednice bolj naklonjene Messiju. Formentor je v zavojih izjemno hiter in spreten,
smeri spreminja kot za šalo in ko že misliš, da si v ovinku prečkal dovoljeno mejo, te izjemno podvozje v hipu potolaži. In kar je najboljše pri vsem tem, stabilizacijski sistem še trene ne. Da ga zbudite, morate biti zares pogumni, seveda pa to ne pomeni, da dopušča brezglavo divjanje. Slednjega tudi sicer ne potenciramo, a Formentor je brez dvoma eden tistih avtomobilov, v katerem lahko radio preprosto ugasnete in uživate. V vožnji, nažalost pa ne v zvoku. Slednje je namreč pravzaprav edina stvar, ki v avtu zmoti. Ker 2-litrski turbobencinski motor ni sposoben od sebe dati pravega dirkaškega zvoka, so mu pomagali z umetnim. Dodali so ga k športnima voznima profiloma in kar je najbolj zoprno, se jo ne da izključiti. In tako umetnega zvoka ni zgolj pri osnovnih voznih profilih. In ko jih že omenjam, do njih se pride s pritiskom na gumb, ki je mesto našel na povsem novem volanskem obroču. Pohvalno, z daljšim pritiskom, ne glede na to, kateri vozni profil je vključen, takoj vključimo profil Cupra, ki hipno ponudi športne nastavitve za volanski obroč, menjalnik in podvozje. In če se vsakič, ko pogledaš Formentorja, nasmehneš, je nasmeh še večji, ko iz njega izstopiš. A na koncu je vedno čas za trenutek resnice. Španci si pod okriljem nove znamke ne želijo izdelovati zgolj športnih avtomobilov, ampak želijo, da bi Cupra mešala štrene tudi med premijskimi avtomobili. Slednje ne bo enostavno, saj so se nekateri podobni poskusi v preteklosti že izjalovili. Odločitev, da boš premijska znamka, pač ni samo tvoja, sprejeti jo morajo tudi kupci. Posledično Formentorjeva cena na prvi pogled nikakor ni zanemarljiva. 45.000 evrov se v vsakem primeru sliši veliko. Z nekaj opreme hitro lahko stane okroglih 50.000, kar je toliko, kot je bil testni avto. A po drugi strani je Formentor s ponujenim še vedno cenejši od tekmecev, ki se vozijo z BMW-jevo, Mercedesovo ali celo Lexusovo značko na nosu. Če pa ga primerjamo s tistimi športnimi avtomobili, ki smo jih omenjali na začetku, pa je njegova cena že skoraj ugodna.